Z leto in pol starim sinom greva velikokrat na sprehod. In kot si lahko predstavljate, čeprav fant že lepo hodi, lepo strumno koraka, ta najina pot nikoli ne gre naravnost, vedno zavijeva levo, desno, poiščeva kakšne kokoške, kakšnega kužka, kakšno žogo, da je pot nekoliko bolj zanimiva, ampak zadnje čase nama gre bolje. Res je, fant je nekoliko zrastel, obenem pa je dobil pred seboj nek nov, bolj zanimiv cilj. Z velikim veseljem in žarom gre pogledati jagenjčke, ki so se skotili nekaj 100 metrov stran od naše hiše, kjer jih ima gospod, goji ovce, in tam so tudi ta mala ljubka bitjeca, ki si jih moj mali ljubek sinček z velikim veseljem ogleduje. In ko ta nedolžna bitja gledaš tam, ti postane nekako jasno, zakaj si je Bog izbral ravno jagnje kot eno od temeljnih prispodob, s katero je želel nagovoriti svet. Jagnje zato, ker po mojem ni želel prestrašiti človeka. Pa dobro, si rečemo danes, kdo se Boga sploh še boji? Verjetno nihče. Ampak, če dobro pomislimo, gre za bitje, gre za stvarnika, ki je ustvaril vse, kar biva. Ustvaril je vesolje, ki je pač temelj našega bivanja. In to vesolje, vemo danes bolje kot kdajkoli prej, je neskončno. Samo v naši galaksiji obstajajo zvezde, ki so tako velike, da bi čisto običajno potniško letalo, ki bi potovalo s hitrostjo 900 km/h, potrebovalo za en obhod te največje zvezde 10.000 let. Potem pravijo znanstveniki, da obstaja približno milijarda takšnih zvezd v eni galaksiji in na to, čez palec rečeno, obstaja milijarda takšnih galaksij. In ja, takšnega Boga, stvarnika, bi se človek zlahka ustrašil. Ampak zakaj ravno jagnje? Če gremo še 1000 let nazaj v preteklost, vidimo izraelski narod, ki je bil kot izvoljeno ljudstvo 400 let sužen v Egiptu. In potem je z Mojzesom napočil čas, da ga Bog reši iz te egiptovske sužnosti, faraon pa ni pustil. In ga je doletelo tistih znamenitih, znanih 10 egiptovskih nadlog, ko so kobilice, žabe, krvava reka Nil in naposled smrt živali in čisto na koncu še smrt prvorojencev prizadeli Egipt do te mere, da se je faraon vendarle moral odločiti in spustiti tisti narod in ga odrešiti. Ampak če to zgodbo malo bolje poznamo, vidimo v njej tudi veliko vlogo žrtvenega jagnjeta. Jagnjeta, ki je kot simbol nečesa najbolj nedolžnega s svojo krvjo, ki so jo morali Izraelci na podboje svojih vrat namazati zato, da je šel Gospodov pokončevalec, so rekli, mimo, se pravi, da jih ni doletela ista kazen kot Egipčane, so nakazali to za to krvjo tega jagnjeta, tega nedolžnega bitja. In zdaj, ko gledamo Jezusa v evangeliju današnje nedelje, kjer ga Janez Krstnik kot prvi prepozna, kdo zares je, da je to ta vsemogočni Bog, ki je prišel na svet in reče, glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Zelo znane besede, ki jih slišimo prav pri vsaki sveti maši. Ampak veste, spet, ko danes govorimo o grehu, gre tukaj za eno zelo zastarelo besedo. Ob njej se morda spomnimo samo še na tisto čokoladko, sladki greh, na kaj drugega pa ne. Ampak pri grehu gre dejansko za nekaj dosti bolj resnega, dosti bolj zloveščega. Gre za dejstvo, da je res ves svet, vsi ljudje, ki so kadarkoli živeli in tudi mi dva, vi in jaz, ima v sebi ta greh. In se v določenem momentu življenja odloči narobe. In se tako odloči tudi po večkrat na dan. Svetopismo pravi, da tudi najbolj popoln človek greši 7-krat na dan. Torej ni ga, ki bi bil popoln in ki bi bil brez greha. Tudi Aleksandar Solženicin, slavni ujetnik v sovjetskem gulagu, torej v tem koncentracijskem taborišču, je ugotovil, da gre ločnica med dobrim in zlim po sredini srca vsakega človeka. In to, da priznam, da gre tudi po sredini mojega srca, da imam tudi jaz v sebi greh, ki potrebuje odrešenika, ki potrebuje odrešenje, je temelj vseh zdravih odnosov, je temelj vsega, ker s tem šele priznam, ok, tudi jaz imam težave, tudi jaz ne zmorem vsega, tudi meni mora Bog pomagati, da bi lahko živel zdravo življenje, s tem lahko tudi sprejmem druge ljudi in na ta način zares zaživim. Ko se bom torej naslednjič znašel pri sveti maši in bom slišal te znane besede, glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta, lahko z eno veliko vero pa hvaležnostjo v srcu rečem, Gospod, nisem vreden, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.